Zadnjič smo govorili o električnem naboju. Tukaj je primer še malo dodatka te pušice, če bi hoteli ponazoriti to polje, ki ga električni naboj oddaja, temu rečemo, to so silnice te pušice, in tukaj imamo primer nehomogenega električnega polja, se pravi pikca, pozitivni pa negativni naboj, pa kam se električno polje širi. Okej, se pravi nehomogeni primer, če imamo pozitivno pa negativno nabit balon, recimo, se privlačita, to je tukaj pokazano s temi silnicami z električnim poljem, če imamo pa dva različno nabita balona, recimo, se pa odbijata, tukaj pa drug primer, kako je s silnicami to ponazorjeno. Homogeno električno polje pa homogeno, se pravi, da je nekako urejeno, usmerjeno. To je pa ta primer, če imamo dve plošči in res od ene proti druge, tukaj pridejo pa silnice kot ravne črte. In to je pa zdaj tipična stvar, ki se uporablja v kondenzatorjih. Takole izgleda nek kondenzator, ki je v električnih napravah. Takole izgleda tale kondenzator in tukaj na vrhu vidimo to zarezo in to ta hribček napihnen. Če takole kondenzator napihne, pomeni, da je pokvarjen. Sam imam dve izkušnji s televizorjem, s svojo staro televizijo, ki je nehala delati, sem odprl in sem videl takole kondenzator, ki so, reče se, napihnjeni, ta prostornina se mu poveča, nekaj se je noter dogajalo in potem se samo te dva odlomi in se jih zamenja za spajka dva nova z istimi karakteristikami in v mojem primeru je pač to delovalo. Takole izgleda tale kondenzator. Okej, pa poglejmo eno animacijo oziroma primer, kako ta kondenzator čemu služi, kako deluje. Se pravi, imamo baterijo in priključimo nanjo ta kondenzator. Noter so samo dve plošči in te plošče nabijamo, tako kot balone. Na eni strani z enim nabojem, na drugi strani z drugim nabojem. Ko so plošče nabite, vsaka s svojim nabojem, stikalo razklenem in priključim zdaj kondenzator na nek motorček, ja. Nek enosmerni motorček. In kaj se zgodi, motorček se zavrti, hkrati se pa kondenzator sprazne. Kondenzator se sprazne naboj in se tudi ta motorček sčasoma po nekem kratkem času res ustavi. E je oznaka za električni naboj, AS, amper sekunda, je enota za naboj. Elektroskop, ki smo ga že spoznali prejšnjo uro, je pa naprava za merjenje električnega naboja. 1000 amperskih ur, se pravi 1000 pa mili se okrajšata, tako da pri 1000 miliamperskih ur je 1 amperska ura in enaka 3600 amperskih sekund, ker vemo, da je 1 ura 3600 sekund. Če je toliko. Zdaj prepisali si bomo zvezke samo to, kar je z modrem, jaz bom pa prebral vse, kar je tudi s črno. Se pravi, pri streli pride do pretakanja naboja, se pravi strela, kratek sunek, ampak steče veliko naboja iz enega mesta na drugo mesto, se pravi iz oblaka na oblak ali pa iz oblaka na tla. Usmerjenemu pretakanju električnega naboja pravimo električni tok. No, to si pa zdaj napišemo v zvezke, se pravi, kaj je električni tok? To je usmerjeno pretakanje električnega naboja, ja, po določeni pač poti. To fizikalno količino označimo s črko I in jo izračunamo tako, da pretočeni naboj delimo s časom, v katerem se je naboj pretočil. Se pravi, ja. Električni tok merimo v amperjih, A, po francoskem fiziku-matematiku André Marie Ampèreu. Oznaka za tok je I, A, amper je osnovna enota za električni tok, ampermeter je pa naprava za merjenje električnega toka. Takle izgleda nek šolski analogni s kazalcem, večini so pa uporabi digitalni, ker ti samo številke pač izpisuje. Pri obeh moraš pa zmeraj nastavljati tole merilno območje. Še enačba, ki jo bomo uporabljali in povezuje tok pa naboj pa čas. Se pravi, tok je enak, to, kar smo prej že prebrali, tok je enak pretečenemu naboju, ki se pretoči v določenem času. Naloga: kolikšen električni tok teče skozi žarnico, če se skoznjo pretoči 1200 miliamperskih ur električnega naboja v času 2 ur. Spišemo podatke, naboj je enota miliamperske ure, vemo, da je enota za naboj,
To lahko pretvorimo v amperske ure, je 1,2 amperske ure, čas je 2 uri in iščemo tok. I je E deljeno s T, I je 1,2 amperske uri deljeno z 2 urama in dobimo odgovor 0,6 amperov. Odgovor: skozi žarnico teče tok 600 miliamperov. Ja, da pride cela številka, zapišemo v miliamperih. Električni porabniki, svetilke, grelniki vode in tako naprej. Katerikoli element v električnem krogu, skozi katerega teče električni tok, a ni električni izvir. To so zdaj porabniki. To so običajno naprave, s katerimi izkoristimo učinek električnega toka. Kaj so to učinki? Jih bomo pol kasneje napisali. Pri svetilki izkoriščamo svetlobni učinek, pri grelniku vode toplotni učinek, pri elektromotorju, ventilatorju magnetni učinek in pri elektrolizi pa kemični učinek električnega toka. Elektroliza ali pa pač potekanje v bateriji v akumulatorjih. V zvezke si napišemo: učinki električnega toka so svetlobni, toplotni, magnetni in kemični učinek. Tretje poglavje, električni krog. Narisali bomo preprost električen krog. Tukaj na levi strani imamo baterijo, zgoraj se vidi lepo na sliki, navadno to, ko jo poznate, 1,5 voltno baterijo AA in žarnico. Zdaj oznaka za takole baterijo, kasneje bomo izvedeli tudi, se temu reče galvanski člen, je tako dolga črtica, pa mala črtica, pa pri ta dolgi označimo plus, pri ta mali minus, mi bomo tako označevali, lahko je pa kje tudi malo drugače. To je na levi strani električni tok, električni izvir. Smer toka označimo s puščico, po dogovoru bomo rekli, da gre od plusa k minusu. Čeprav ste prej pri animaciji videli, ampak tiste je šlo za premikanje elektronov. Premikanje elektronov gre pa glih v drugo smer. Ampak smer toka, to, kar bomo zdaj pač obravnavamo, bomo določili, da je smer toka, da gre tok od plusa k minusu. Sprav, okrog so žice, temu rečemo električni vodnik in v tem primeru imamo električni porabnik žarnico. Simbol za žarnico izgleda takole. Temu rečemo shema preprostega električnega kroga ali pa vezje. Tako da tole si narišite, napišite shema preprostega električnega kroga, vezje. V učbeniku boste zasledili simbole, električne simbole, ki jih bomo uporabljali, ki jih morate znati, tako da tele simbole, ki so tukajle, sprav to, kar je narisanega, ne fotografija, fotografija pač za lažje, da za predstavo, za kaj gre. Simbole pač narišite, pa napišite ta imena, se pravi, ravna črtica je žica ali pa vodnik, spoj žice naredimo tako, tako se žice sekajo, naredimo pikco, stikala sta dva taka krogca, pa palčka, ki se pač razklene ali pa sklene, žarnica je krogec s križcem, upornik, ki ga bomo kasneje dosti uporabljali pa spoznali, je navaden pravokotnik, varovalka je tako kot pravokotnik s neko črtico vmes, potem voltmeter pa ampermeter sta krogca, pa imamo tam noter črko V ali pa A, to sta pač naprave za meriti napetost pa tok, še kasneje. Galvanski člen bomo označili takole, če je en samostojen, če je pa več teh galvanskih členov, potem pa rečemo baterija, pa označimo z 3 črticami. Lahko naredimo tudi plus pa minus, levo plus pa desno minus tudi pri bateriji. In še šolski malonapetostni vir, se pravi nek polnilec za telefon, karkoli, označimo pa s tako oznako. Zdaj, če je plus pa minus, bomo izvedeli, da je enosmeren tok, če je pa ta vijugica, je pa izmeničen, ampak o tem kasneje. Toliko za zdaj, zdaj pa gremo še reševati naloge v delovnem zvezku.